Vi poznate moje nasprotovanje zakonu o odvetništvu in vse tiste izjave, ki smo jih imeli lani 5. maja, ko sem nekako rekel, da so se ustavni sodniki postavili nad ljudi. Koalicija je takrat seveda zagnala vik in krik, Kresalova me je pozvala pod stopu, kot da bi jaz bil neodgovoren in ne ona, državnemu zboru, katerega član sem sam. V zaresu so upili o ne vem čim, ne? Da so ustavne odločbe izvršljive, nedotakljive, da se jih nikoli ne kritizira in tako dalje. Ne vas spomnim, 17. maja 1532 ali 1528 je pa predsednik državnega vlade v tem državnem zboru zelo jasno povedal in svoje stališče, ko je rekel odločbe, vse odločbe sodstva je potrebno je možno kritizirati, treba jih je pa spoštovati. In od takrat naprej sam nimam več težav z gospodi iz koalicije pri taki zadevi. Zato mi dovolite še en sprehod skozi odločitve ustavnega sodišča. Glejte, že v nekaterih prejšnjih ločenih mnenjih, govorimo o zakonu o sistemu plač v javnem sektorju ali sodniških plač, so nekateri ustavni sodniki jasno zapisali in so rekli, ustavno sodišče bo moralo vprašati samo sebe. Dokdaj lahko sprejema odločbe o prepovedi referenduma. In kje pa bo naletelo na točko, ki se ji reče kršitev pravic ljudi do referenduma. To pravijo ustavni sodniki. Sam si to vprašanje tudi postavljam. Če se sprehodim skozi 3 odločbe ustavnega sodišča, poglejte zakon o odvetništvu. Tisti, ki danes trezno analizirate ali imate pogled v stanje na tem področju, mi boste lahko pritrdili, da tam ni šlo za nič drugega kot ustvarjanje kartela v odvetništvu. Nič drugega. In da je taka odločba ustavnega sodišča zgrešena, popolno. Pa karkoli napišejo. To je pač moje mnenje, lahko to res kritizirati, spoštovati je pa možno, se jo. Ustavno sodišče je takrat prepisalo, copy-paste, da vsem preverite, cele odstavke iz mnenja Ministrstva za pravosodje. Žalost. Ne da bi se spuščalo v razloge. Če govorimo o zakonu plačah v javnem sektorju, mnogi pravniki so bili mnenja, da o tem sploh ne bi smeli odločati. Namreč, ki odločajo o svojih plačah. To je isto, kot da vi novinarji odločate o svojih plačah. Mnogi pravniki so bili tega mnenja, da ta zakon ne bi smelo ustavno sodišče sploh presojati na ta način. Pa ga je presojati. Danes je pred nami ta zakon. Naj vas spomnim še na eno zadevo, ki je ustavno sodišče odločilo, arbitraža. Naj poenostavim in bom rekel takole. Politika je postavila relativno neumno vprašanje, pa če ga prevedem v enostavni jezik, bom rekel takole. Ustavno sodišče je vprašala, torej ali je arbitražni sporazum v skladu z ustavo, ne? In ustavno sodišče je reklo, da je. Pod pogojem, da bo meja tam, ker mi mislimo. Če pa ne, bo pa situacija neustavna, ne? In bomo spremenili ustavo. To je isto, kot če rečete, nekoga vprašate, ali bo 1. julija dež, ali bo sonce, pa reče, deževalo bo, če pa ne bo deževalo, bo pač sončno. Ne? To je odgovor, ki ga ne potrebujemo. In nekaj podobnega je tudi pri arbitraži, ker gre za vsekakor za sprego med levo politično opcijo, veliko večino ustavnih sodnikov, ki pripada levi politični opciji, ne glede na to, na posledice, ki jih imamo. Ne glede na posledice. Te posledice pa so lahko tudi razprodaja državnega ozemlja odnosno more. Pa pustimo tiste odločitve. Če zaključimo z današnjo odločbo ustavnega sodišča, je relativno jasno, jaz sem zelo vesel tistih ločenih mnenj, ker so ustavni sodniki zelo jasno povedali, da je možno ta problem rešiti tudi na drug način. Vendar, da koalicija ni želela. In danes govoriti strani koalicije, o tem, da si želi enotno politiko, da si želi enotnost v politika vprašanja, da se bodo upravičili tako imenovanimi izbrisanimi in da si ne želijo problemov strani opozicije, sprenevedani. Čisto sprenevedani. Če bi želeli, bi lahko sprejeli ustavni zakon. In današnja odločitev ustavnega sodišča je še en dokaz, s tem bom zaključil, da je sodstvo potrebno ustavne reforme. Absolutno potrebno ustavne reforme.
ampak kot celo. Kot celo.